jaz to predstavim. Na nek najmu pomolu sem, sred Benetk in je kind of scary, ampak je also kind of a lot of fun. Danes delamo en Q&A o influencerju, o tem, kako je biti influencer, kako postati influencer in kako preživeti kot influencer. Imamo vprašanje. Kako se lotiti? Najdeš lokacijo, usedeš se dol in snemaš. In to je v bistvu to. Če imaš ti personality, če imaš kamero, pa nima veze, da je, ne vem, DSLR, whatever. Imaš telefon, staviš ga in se z njim snemaš. Easy as that. Pa pač govoriš karkoli o svojem življenju, karkoli te zanima. Sam pač predvsem moraš biti zanimiv, zato da te pač folk gleda. In to je to. In pol imaš YouTube kanal. Če si influencer, je to dovolj denarja, da se preživljaš, ali moraš imeti še eno službo. Sem rekla, da od začetka absolutno ja. Tudi jaz nisem takoj začela na YouTubeu služiti pač to, da sem lahko preživela od tega. Ška slekla se bom, kam je malo. Kaj? Oh my god! Ej, če se mi posere na glavo, nad mano je galeb. Ti si zmešan. V glavnem, ja, moraš imeti še eno službo, vsaj od začetka, ker pač od tega ne preživiš takoj. Galeb se je gliha posral. Jaz sem od začetka bila kelnarca, pa sem prodajala v eni trgovinici. Pač imela sem službo, s katero sem zaslužila normalno in pol je bil YouTube, je bil sam nek ekstra žepnina, s katero sem si pač taka ekstra stvari kupovala. Večinoma sem si pol kupila, ne vem, opremo za snemat, pa kupila sem si tudi avto in vse te stvari in pol, ko sem pač v bistvu zgradila svojo kariero tok davč, sem odprla svoj SP, kar je prineslo svoje stroške, ampak sem imela do takrat že dal zaslužka in zdaj živim od basically samo od tega, da zdaj sedim v Benetkah in se snemam. Zakaj si sploh začela z YouTubeom? Zakaj? Ker imam rada pozornost. Imela sem kamero, imela sem osebnost, ki sem jo hotela pokazati pred kamero, hotela sem se snemati. To je bilo to. Hotela sem imeti nek kotiček svoj na internetu, kjer bom pač jaz kazala to, kar me veseli. Prvo je bil to Tumblr, pa sem najdla YouTube in to je bilo to. The rest is history. Plača! Koliko zaslužiš? Velik. Pri influencerju je dosti tak, da vsak mesec zaslužiš drugač, odvisno kakšne dile imaš. Pač jaz imam ene par takih, ki so stalni, delam pač za Džunglo in za Huawei, so moja stalna sodelovanja, ki so pač iz meseca v mesec so iste številke, kako naj rečem, več kot minimalc. Ne vem, sproti dobivaš pa še različna sodelovanja, ne vem, s kako pač manjšo firmo ali pa s kom, ko hoče sam eno fotko in pač imaš nek dodaten zaslužek poleg tega. Če se znajdeš, pa če si dober biznismen, če znaš reči dostkrat ne in ta pravimo trenutku ja, se da zasluži veliko. A je več zanimanja na TikToku ali Instagramu? Na TikToku, vsaj od tistih firm, ki vejo, kaj delajo. Na Instagramu je še vedno povpraševanje, bi pa rekla, da pa je povpraševanje za YouTube videe skoraj zamrlo. Nobeden več noče YouTube video, vsi hočejo imeti TikToke, kar je meni annoying, ker res ne maram snimati TikTokov, ampak pač prilagajam se modernim časom, nemam pol tudi TikToke. Realno, koliko zaslužiš na mesec, ampak ne od YouTubea. To sem dala noter, zaradi tega, ker sem prej pozabila povedati, da tudi od YouTubea zaslužim, ne vem, dodatnih 100 do 200 evrov. Odvisno od meseca, pač odvisno koliko uploadam, koliko gledani so videi. Zanimivo vprašanje, ker je vprašanje, kako šolo rabiš. Ne rabiš šole za biti influencer, oziroma za... Ne si tu parkirati. Za biti influencer ali pa za biti instagramer, za youtuber, karkoli, ne rabiš nobene specifične šole. Jaz sem drugače po izobrazbi računalniški tehnik, na faks nisem šla, tudi nimam interesa. V bistvu sem razmišljala, da bi mogoče šla na psihologijo. Nimam zdaj toliko potrebe glede službe, da bi šla karkoli študirati. A rabiš iti na IAM, zato da znaš s kamero delati? Absolutno ne. Na YouTube imaš tutoriale, Skillshare, whatever, povsod se lahko naučiš vse, kar rabiš za biti YouTuber, ali zato ne rabiš šolo, okay? Rabiš samo personality, kot sem že prej rekla. Najboljša in najslabša stvar influencerja. Najboljša. Okay. Ni denar, ni nič druga, ampak to, da imam prostost, da lahko na random dan v tednu gremo v Benetke snimati video. That's it. To je najboljša stvar. Najslabša stvar, ali že ne bi rekla, da je nekaj ful slabih stvari. I guess to, da si skozi priklopljen na internet. Skozi moraš razmišljati, kaj so trendi, kaj se trenutno gleda, o čem se trenutno govori 24/7
moraš biti priklopljen na Instagram storije, da o različnih algoritmih na Instagramu sploh ne govorim. To je najslabša stvar. Recimo, jaz sem zdaj pogruntala en hack na Instagramu, kjer moraš, to je zdaj quick tip za vse, ki so vam ogledi na Instagramu padli. Pust Instagram story prazen 2 dni. En dan 24 ur pustiš, da se ti Instagram storiji vsi potečejo, pa pustiš 24 ur Instagram storije prazne, čist prazne, nič ne smeš objaviti. In pol ob 9. zjutraj naslednji dan objaviš svoj prvi story, ki pa ne sme biti kar en story, pač pa mora biti pol. In nažgeš teh polov, ne vem, 5-10 in pa imaš 2-krat več ogledov. Deluje, skozi delam to. In je toliko naporno, ker moraš vse koordinirati, kdaj boš kaj objavil in is just a lot. Ampak pač v vsaki službi je nekaj, kar je annoying. Kako se upaš objaviti video? Ne vem, kaj naj to razložim. Če nimaš tega, da se rad pokažeš svetu, pol ne boš youtuber. That's it. Simple. Zanimivo vprašanje imam. Ali misliš, če sem stara 13 let, da je to prehitro? Se že ukvarjam, ampak kaj ti misliš? Napisala Evina klepetalnica in first of all, če je to wordplay na Evino lepotilnico, pa si definitivno moraš narediti svoj brand. Ampak ne bom o tem, ker te ne poznam. In definitivno bi pa rekla, da je prehitro, ker pri 13 pač nimaš še neki tega filtra in kompasa, kaj je ok objaviti in kaj ni ok objaviti. In lada boš obžalovala nekatere stvari in pač sam ne priporočam. Jaz sem bila stara 15 verjetno, 9. razred. Ja, v 9. razredu sem prvi video objavila, ko sem stara, ne vem, koliko si takrat star, 15, 14, 15. Bi rekla, da takrat itak nič ni bilo iz tega videa. To je bil sam pač moj hobi. In na srečo takrat YouTube še ni bil toliko razvit, da bi dejansko pač folk najdel ta video in me zajbalo zaradi tega. Danes je ful drugače, Instagram scena je ful, glasno je, Instagram scena je ful večja in ful je bullyinga na internetu in na Instagramu, še posebej pa na TikToku. In definitivno priporočam, da še mečkem počakaš in pa začneš graditi nekaj, kar boš res vedela, kaj delaš. Ker to ti ful spremeni pogled na svet, zaradi tega, ker pol skozi razmišljaš o tem. Pri teh letih, ne vem, just have a childhood, you know, pač spremeniti razmišljanje in skozi imaš feeling, da moraš biti center pozornosti in podobne fore. Tako da počakaj malo. Še eno zanimivo vprašanje. Ko me že dolgo zanima, a ti s tem teče kakšna delovna doba ali kak se pol živi v penziji? Well, jaz sem na SP, tako da nikoli ne bom v penziji. Ampak ja, tako na hitro bom razložila. Večina naših influencerjev dela na črno. Pomeni, da jim delovna doba ne teče. Tisti, ki imamo SP, smo na boljše. Ampak ja, to je, jaz ne bom tokrat neki ful veliko govorila o tem. Jaz vam zdaj SP imam že 2 leti and I'm very proud of it. Ja, v bistvu deluje kot kjerkoli drug SP. To je vse. Isto je kot kjerkoli drug. Kaj je to influencer? To bi, moglo biti prvo vprašanje. Moj pogled na to je, da influencer je lahko nekdo, ki res dobro vpliva na svet. Koga bi imela za influencerja? Ne vem, princeso Diano, pa ne vem, te dejansko zvezdnike, ki so pač, ki vplivajo, ki so vplivneži. Smo tudi na nek način vseeno vplivamo na mišljenje in na whatever. Ampak mi smo content creatorji. Vedno uporabljam izraz influencer zaradi tega, ker je to taka pač grda beseda. Če nekomu rečeš, da je influencer, influencer. Ampak smo content creatorji, ustvarjamo vsebine, ustvarjalci spletnih vsebin. To smo. Velika je uporabljam ta izraz, ampak večina folka pač prej pade na besedo influencanje. A vplivajo hate komentarji kaj na tvojo samozavest, a kljub hejtom ostajaš samozavestna? V preteklem letu sem mogoče imela malo probleme s tem, ker pač je bilo ful enih neprimernih komentarjev in nisem se znala delati z njimi. Ampak zdaj mi gre definitivno boljš, ker sem nehala to brati. Poleg tega zbiram te komentarje za nek content. Rada bi naredila reakcijo na hate komentarje, ker včasih so res ridiculous. Če imam iz tega content je good. Vsi vemo, da za temi hate komentarji se skriva pač nekdo, ki je globoko vse ful žalostni in nima drugega dela v lifeu, ko pa da hejta nekoga na netu, ki je pač nekaj naredil iz sebe in that's it. Včasih malo pozabiš na to, ampak se moraš spomniti in pol si tak, whatever. A so ti socialna omrežja naredila kakšne insecurities? Ja, I guess razmerja. Ker jaz sem vedno devala ven vse, pač moj dating life in to je bilo vsem na voljo, da so se hejtali. In sem postala malo insecure glede tega, ampak to pač moraš nekaj poiskati v sebi, da it's your thing in je tvoje življenje in noben drug ne more vplivati, ker pač ti živiš svoje življenje tako, kot živiš. Vse ostalo pa je šlo zaradi socialnih omrežij na boljš, ker imaš nek tak svoj fanbase, ki te podpira in ja, na njih se moraš obračati, ne na one, ko hejtajo. Kolikrat si že hotela nehati z YouTubeom? Vsak dan? Ne, zajebavam se. Nikoli nisem zares hotela nehati z YouTubeom, ker je to moja terapija. Kadar se jaz usedem dol in editam videe, takrat se najbolj počutim. To je moj happy place. Rada editam videe, mogoče celo rajško pa snemam, čeprav ko sem na teh lokacijah je tole iskreno boljše, ampak nikoli ne bom, po moje, neki si želela nehati z YouTubeom. Kje je najboljš urejati video? Jaz urejam na Adobe Premiere Pro, ki je plačljiv, predno vprašate. Kako biti TikToker? Bro, I don't know, samo objavlji, pa bo zanimiv. Ne kar nekaj postati, to je to.
Zadnjo vprašanje imam, a priješ na zadnjo vprašanje še ti zraven? Moraš, ker je vprašanje, kdo te je spodbujal, da bi postala influencerka. Noče priti zraven, zdaj je tam svojo štručko ali banano, karkoli. To je oseba, ki me je najbolj spodbujala v življenju, to je moj ati, ki me je zdaj pripeljal v Benetke, talaka, jaz tole snimam. Hvala, ati. Ta video je bil ful zabaven, ful rada snimala na terenu, upam, da bom lahko snimala še več. Če vas zanima prejšnji videi iz Benetk, ki jih imate nekje na mojem kanalu. Hvala, da ste gledali, če vam je bil video všeč, like, subscribe, komentiraj tale emoji, če si prišli do konca. Napiš mi dol svadi kako vprašanje, če te karkoli zanima glede influencanja, če na kaj nisem odgovorila, bom naredila part 2. Sicer ne vem, na kjeri lokaciji, pa bom snemala, ne vem, v Parizu. Na Kubi bom snela part 2, ja. Lepo se imejte in veliko se smejte in pejte me followati na Instagram. To je to. Čau!